Pozdravljeni. Vas je mogoče naslov današnjega prispevka pritegnil k spremljanju? Tokrat si bomo ogledali, kako si nekateri celo izmišljujejo stvari, samo zato, da bi lahko v naslovu imeli Ferrari. Mnogokrat sem poudaril, da ukolikor na primer v samem naslovu najdemo besede Ferrari, Schumacher ali pa Senna, ima tisti posnetek, tisti članek, tisti prispevek približno med 25 in 30% višjo gledanost kot običajno. In danes bomo videli, kako so si nekateri dobesedno privoščili izmisliti celo zgodbo, samo da bi izkoristili to zadevo. Verjamem, da nekateri izmed vas ste zasledili, kako naj bi imeli pri skuderiji Ferrari velikansko zamudo pri pripravi bolida SF-26. Novico so nekako povzeli mnogi, imenujmo jih sekundarni viri, kjer se mnogokrat zgodi, da zadeve dobesedno povzamejo, prevedejo ali si jih tudi prisvojijo. In dejstvo je, da glavni argument, zakaj naj bi bili pri Ferrariju v zamudi, je naslednji. Niso imeli še uradnega vžiga pogonskega sklopa. Novico med drugim lahko zasledite tudi na Ferrari Fansu, torej strani, kjer objavljajo vse v dobrem in v slabem, kar se tiče skuderije Ferrari. In tu je težava. Namreč glavno je, da imamo v naslovu Ferrari. In lahko se sedaj vsakdo izmed vas sprašuje, kako je možno, da se sproži takšen val samo na osnovi tega, ker nekdo pogreša prižig pogonskega sklopa. In iz tega izhaja, kako so notranja trenja v skuderiji Ferrari, kako je vse dobesedno napeto, kako so inženirji nervozni in ne vem še kaj vse. Tu se lahko zamislimo, kakšne informacije nam podajajo določeni viri. O tem, da pri Ferrariju ni nikakršne zamude, lahko sklepamo sami, samo s tem, da spremljamo praktično dogajanje v svetu Formule 1. Pri skuderiji Ferrari so opravili crash test dokaj zgodaj, na začetku decembra. In seveda zadnja odločitev o pogonskem sklopu, glava iz jeklene litine, je bila sprejeta pred približno tednom dni. Predstavitev samega bolida SF-26 je predvidena za 23. januar. Danes je 13. januar. In kot je povedal sam Frederik Vasseur, bodo bolid do konca sestavili tam okrog 22. januarja, kar je, uganili ste, normalno. Samo eni ne bi bili sposobni na to pisati člankov. Imamo šasijo, ki je že prestala crash test in praktično jo ne smejo več spreminjati. Po božično-novoletnih praznikih so seveda obema voznikoma, Charlesu Leclercu in Lewisu Hamiltonu, napravili sedež. In kaj je še potrebno
poleg pogonskega sklopa aerodinamični stabilizatorji, ki seveda ne bodo tiste dokončne oblike, obese in menjalnik. Nekaj, kar zagotovo povzroča Ferrariju takšne preglavice, da smo v gromozanski zamudi. Sedaj ste razumeli, da pravzaprav tisto, kar lahko berete po raznih forumih, po raznih spletnih straneh, je praktično čista nebuloza, čista izmišljotina, samo da se v naslov da besedo Ferrari in da se s tem pritegne vašo pozornost. In verjamem, moje mnenje marsikoga izmed vas ne prepriča, ker praktično tu ne povzemam tistega, kar govorijo drugi. In mnogokrat se zgodi, da tisto, kar pravijo drugi, je v bistvu bolj vredno od onega, kar dojamemo sami. A v viru, ki je malce bolj verodostojen kot neke spletne strani, ki jih nekako urejujejo navdušenci, govorim o italijanski verziji spletnega portala motorsport.com, smo prav danes lahko zasledili članek, ki govori, da Ferrari ni v zamudi, da bo seveda zagon pogonskega sklopa na koncu tega tedna, predvidoma v petek, in da gre vse po tisti časovnici, ki je bila določena vnaprej. In tu verjetno naše strokovnjake, ki pišejo tako velikanske nebuloze, verjetno ne zanima, zakaj pri Red Bullu nismo še videli zagona pogonskega sklopa. A ja, oni v resnici imajo predstavitev barvne sheme. Zakaj so to naredili pri Hondi? Zato, da so pritegnili pozornost. In zakaj tega niso naredili še pri Ferrariju? Ker niso vezani na mnenje nekoga, ki doma na kavču razpreda o zamudah. Tudi sam sem bil deležen marsikaterega vprašanja, kako da pri Ferrariju imajo takšno zamudo, ker na onem forumu tako piše. In to je tudi razlog, da smo se danes lotili te teme. Namreč mnogokrat mi, navdušenci, pa ne glede na to, kateri navijači smo, katere barve so nam najljubše, enostavno izklopimo naše možgane. Glavno je, da nam vse povedo drugi, da bi sami razmislili, da praktično je nemogoče, da je dobesedno neumno tisto, kar govorijo. No ja, kdaj pa kdaj je to tudi malce težko pričakovati. Namreč navajeni smo, da dobimo vse pripravljeno, vse prežvečeno, neke vrste otroško kašico, prav zato, da nam razmišljati ni treba. In na to nastane pač tisto, kar smo videli. Naslov z besedo Ferrari in nek neroden poizkus, da se vzbudi navdušenje, ki je morda nažalost celo deloma uspešen. Ko uspešen, da ne samo jaz, tu, ki sem nepomemben, ampak tisti malce bolj resni novinarji morajo napisati, da zadeve pač niso resnične. Da si je nekdo doma izmislil in da so vsi to začeli posnemati, samo zato, da bi v naslovu imeli besedo Ferrari. In seveda, kaj bi lahko potegnili iz vse te zgodbe? Da bi bil že čas, da bi vsi mi začeli zopet uporabljati lastno glavo in zadeve, ki nas ne prepričajo, imenovati za tisto, kar so izmišljotine, laži ali pa enostavno bedarije. A za danes je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.